Ali ste se kdaj vprašali, zakaj so medvedki tako priljubljena otroška igrača? Letimo nad dolino reke Idrijce v Idrijskem hribovju, v zahodni Sloveniji, na razgibanem jugovzhodnem obrobju Alp. Na zahodu se razprostirajo ravnine severne Italije, na jugu Mediteran. V tej jami so arheologi leta 1995 našli skrivnostno najdbo, ki bo še dolgo predmet različnih ugibanj, ne samo v slovenskem, ampak tudi v svetovnem merilu. Pa ne samo ugibanj, temveč tudi številnih polemik. Največji strokovnjaki za staro kameno dobo so se zato zbrali v spodnji Idriji meseca maja leta 1998 in razpravljali o davnem otroštvu človeštva, o dobi praljudi, jamskih medvedov in kamnitih orodij. Od leta 1980 potekajo v tej jami z ljudskim imenom Divje babe skrbno vodena izkopavanja, ki so po 15 letih potrdila izjemno pomembnost tega najdišča. Usedline iz obdobja mlajše kamene dobe so debele več kot 12 metrov in štejejo več kot 26 plasti. V 8 natančneje raziskanih plasteh so arheologi našli dokaze za zaporedno prisotnost dveh človeških vrst v tem prostoru: neandertalca in kromanjonca. Sodobne primerjave kažejo, da si neandertalec in kromanjonec na pogled nista bila tako močno različna, kot so sprva trdili nekateri znanstveniki. Največjo pozornost posvečajo arheologi ostankom dejavnosti izumrlega pračloveka neandertalca. Našli so njegova kamnita orodja. Našli so oglje na ostankih ognjišč.
Spiranje usedlin z vodo in uporaba sit odkrijeta najdrobnejše organske ostanke in drobce orodij, ki bi jih z navadno metodo izkopavanja spregledali. Ivan, to smo našli zdaj na sito. Ja. Toda, ali lahko govorimo o pračlovekovi kulturi, če poznamo samo nekaj preprostih kamnitih orodij? V Idrijskem hribovju so geologi odkrili najdišče roženca, kamna, iz katerega je bila narejena velika večina kamnitih orodij v divjih babah. Roženec lahko oblikujemo v preprosto kamnito orodje samo na en način, na pračlovekov način. Ko današnji človek ponavlja njegove kretnje, premošča s tem več 10 tisočletno kulturno razdaljo. Ob maloštevilnih človekovih izdelkih so arheologi odkrili ogromne količine kosti jamskega medveda, ki predstavljajo več kot 99% vseh ostankov ledenodobnih živalskih vrst. Ali je bil medved človekov plen? Za to trditev ni dokazov. Na najdenih kosteh skorajda ni sledov človekove dejavnosti. Še redkeje so ostanki kosti poškodovani od zob zveri. Jamski medved in pračlovek sta si delila podobno usodo. Oba sta bila odvisna od istih jam in iste hrane na način, ki ga danes še ne razumemo. Ne poznamo njunih pravih medsebojnih odnosov. Možno je, da so neandertalci v jami izkoriščali zaloge mozga v dolgih mozgovnih kosteh. Te kosti so tako trdne, da jih nobena od v jami dokazanih zveri ni mogla zdrobiti s čeljustmi. Edino človek je bil zmožen kost razbiti s kamnom in se prikopati do kostnega mozga. Tako so bile te kosti nekakšne naravne pločevinke, ki jih je bil zmožen odpreti samo človek. In neandertalci so te zaloge mozga, ki je zelo hranljiv, kostnega mozga jamskega medveda, izkoriščali v času stiske, recimo v pomladanskem času, ko je začelo primanjkovati zalog hrane. Ko so vsi težko pričakovali najdbo neandertalčevega okostja,
pa je prišlo do najdbe popolnoma druge vrste. Leta 1995 je pomočnik vodje izkopavanj Janez Dirjec ob ostanku ognjišča v 8. plasti izluščil iz breče stegnenico mladega jamskega medveda, ki ima na zadnji strani nanizane luknje v nenavadno urejenem zaporedju. Določitev starosti s pomočjo radiokarbonske metode je pokazala najmanjšo možno starost 43.000 let. Podobne arheološke najdbe kosti z luknjicami so 10 do 20.000 let mlajše in pripadajo kromanjonskemu človeku, ki je v Evropi nasledil neandertalca pred najmanj 30.000 leti. Kakšno vprašanje odpira medvedja kost z luknjicami? Arheolog Ivan Turk se sprašuje, ali ne gre morebiti za najdbo najstarejše domnevne piščali. Zakaj domnevne? Obstaja namreč še druga možnost, drugačna razlaga, da je predmet naluknjala z zobmi neka zver v postopku grizenja. Mi smo preverili obe možnosti s pomočjo poskusov in ugotovili, da je ta druga možnost zelo malo verjetna in da tudi ni nič verjetnejša od možnosti, da je predmet naluknjal človek s preprostimi kamnitimi koničastimi orodji. Hijena je bila v času neandertalcev edina zver, ki je imela dovolj močne čeljusti za drobljenje kosti. Preizkus na stiskalnici naj bi pokazal, kakšne sledove pusti njen ugriz na kosti. Nekaj se dogaja. In rezultat? Kost je počila prej, preden jo je zob preluknjal. Tudi sledovi ugriza niso preveč podobni luknjicam na najdbi, še manj njihovo zaporedje. Popolnoma drugačne rezultate je pokazal preizkus utolčenja luknjic v svežo medvedjo kost s preprostimi kamnitimi orodji, ki jih je pustil za sabo pračlovek v divjih babah. Tako izdelane luknjice so bile zelo podobne luknjicam na najdbi, še posebej v veliki povečavi. Če je kost z luknjicami delo človeških rok, ali bi lahko služila kot glasbilo? Domnevna piščalka nakazuje kulturno raven, ki doslej nismo pripisovali neandertalcu. Glasba pomeni hitrejši razvoj telesnih tehnik, govora in duhovne kulture. Po najdbi iz divjih bab gledamo z novimi očmi na razvoj človeške vrste. Sodobni človek dolguje neandertalcu več, kot je bil doslej pripravljen priznati.
kaj bi zdaj lahko rekli o otroški navezanosti na medvedke? Pomislite na piščalko iz medvedje kosti, ko dajete spat svojega otroka.